kaj je IBM in kako se IBM razlikuje od tradicionalnega marketinga? Ja, jaz sem danes na mestu definicije želel to, mislim, Darja je že... Darja je že povedala, kaj je IBM. Ja, že povedala, jaz sem danes hotel malo iti v te morske vode, ribištvo pa to. Ti si mi tudi pošeral en tak fajn link, no pa zadnje čase bral, kako bi to lahko ljudem čim bolj plastično pojasnil. In se je kakaj, vse ta ribištvo je res ena taka zanimiva tema, ne? Ko greš... Še vsi poznamo. In vsem nam je zanimiva. Vsi lovimo z mrežami, tako, ja. No, ampak si predstavljaš, vržeš neke mreže in pol malo potegneš še po morskem dnu in si dobil 40% nečesa, kar niti nisi hotel uloviti, se pravi nekih smeti, nekih rib, ki so neuporabne, ki jih ne moreš v komercialne namene naprej uporabiti, se pravi, nič jih ne moreš predelati in si predstavljaš, da to je marketing. Marketing je te ribe na lovu, pa imaš pa prodajalca in zdaj tako imaš 40% izmeta in zdaj prijemo tega, da prodajalci rečejo, marketing mi sam voz neke take lide neuporabne in tako naprej. To je bil zdaj ta outbound marketing, ne? To je bil klasični marketing, tako, ja, ta. Kako si rekel? Outbound. Mislim, kot nasprotje od inbound. Klasični, ja. Klasični. No, tudi inbound je tak marketing. Inbound bi ti mogel bolj kvalificirane rilde generirati, ne? Samo se en ti, pripraviš vsebine, jih vržeš zelo široko in noter uloviš ta prave in malune, ki so prišli samo malo pogledati, študenta, ki so malo raziskovali, ne, a veš. Ok, manj bo smeti pri inboundu kot pri čist klasičnem oglaševanju. Tako je, malo manjša mreža, bolj veš, kam iti po ciple v Piranski zaliv, ampak ni pa una ta velika, ki jo vržeš, ki še pod dno pobrala. Da ni nekih stvari. No, ampak gremo zdaj na IBM. Ena zelo taka dobra primerjava je muharjenje ali pa, če je bilo tisto, da vržeš pa kogarkoli loviš, si tle zbereš točen, kakšne ribe želiš loviti, se pravi, in tip ribe ti definira pol tudi, kakšno ribiško palco boš rabil, kakšno vabo boš rabil, v katerem obdobju leta moraš iti ti loviti, da tam ne bo nekih drugih smeti, ki bi slučajno pa drugih tipov rib, ki bi prejemali na te vabe in greš točen tam, pač točen veš odmerene, kjere ribe želiš. Recimo, ne vem, tako se lovi losose na točen določenem delu, ki se pridejo, ne vem, v sladke, med slano pa sladko vodo in greš točen v določenem obdobju, se lovi največje losose z določenimi vabami, ki so prav za to namenjene. In to je, mislim, da to je ta recimo 10 e-mailov sem poslal, ampak tistim ta pravim strankam, ki vem, da so fit za moj produkt, nisem pa poslal 1000 mailov nekim infomailom, ki sem upal, da bo kdo zanimiv. A sem jaz to dal zdaj to tako plastično po nazoru? Darja, to boš ti zdaj jih lahko malo bolj... Ja, mislim, da si zelo simpatično ponazoril, kaj je razlika, se pravi, med tem nekim klasičnim marketingom pa account-based marketingom, pa če jaz sam isto povem z nekimi drugimi, ne, kako bi zdaj to v praksi izgledal, pač v inboundu res pripravljaš vsebine in privabljaš ljudi k sebi, potem jih identificiraš, potem pa od teh identificiraš, iščeš, kjere so pa zdaj zame dejansko potencialne stranke, z njimi probaš zgraditi nek odnos, jih prepričati v nek nakup. Medtem, ko pri account-based marketingu pač začneš na drugi strani, začneš tam, kjer hočeš končati, rečeš, take stranke hočem, si narediš, ne vem, idealni profil stranke, ideal customer profile po angleško. In od tam pol razmišljaš naprej, to je tako podjetje hočem. Zdaj pa take ljudi moram nagovoriti, ker za odločitev za moj produkt pač mora sodelovati, ne vem, prodaja, pa vedno je nek nabavnik zraven, pa mogoče še nek drug profil, to so te ljudje. Zdaj pa, kaj so njihove bolečine od nabavnika ali pa nekega finančnika, so sigurno čist drugačne kot za prodajnika, se pravi, moram pripraviti še neko vsebino, ki je sicer morda podobna, ampak vsakega moram nagovoriti glede na pač nek njegov vidik na ta isti problem. Ali pa... In še razmisliti moram, kako bom pa zdaj prišel do vseh teh deležnikov v odločitvi, torej kako bom zdaj nagovoril enega, drugega, tretjega, ima mogoče dostop do kakšnega tega človeka in tako naprej. In potem nekako moraš na koncu to narediti. Jih kontaktirati, dejansko nagovoriti odnos naprej.
A ne? Se pravi, prideš, veliko kasneje prideš do tega, da imaš zdaj pa vsebino, zdaj jo pa nekomu plasiraš, medtem ko tam začne z vsebino, pa tisti ljudje, ki pridejo pol ožaš.